Za nami je športno leto polno presežkov in velikih tekmovanj. Spremljali smo olimpijske in paraolimpijske igre. Po več kot 20 letih je bila slovenska nogometna izbrana vrsta znova na prvenstvu stare celine, ko je, tako se je zdelo, celotna Slovenija romala v Nemčijo. Slovenski športniki so prevladovali na cestah, poslovili sta se legendi, ki sta domovini dali ogromno, četudi je njuno ime odmevalo tudi izven meja. Nehvaležno je strniti leto športnih presežkov. Zgodb je bilo ogromno, kot je za slovenski šport značilno. Lukas Karlovnik in Nina Smole vas v naslednji uri popeljeva skozi leto, ki bo tako ali drugače ostalo v spominu. Olimpijske igre v Parizu so bile za Slovenijo uspešne. S 3 medaljami, 2 zlatima, državnimi rekordi in 3 ekipami. Pariz je poskrbel za navdušenje, presežke in nekaj razočaranj, še enkrat pa potrdil, da olimpijske igre v svetu športa, tako za športnike kot navijače, predstavljajo vrhunec. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Slovenia. V Parizu je zvenela zdravljica. Najobsežnejšo slovensko zasedbo na olimpijskih igrah so športniki kronali s 3 kolajnami. Od Janje Garnbret, športnice leta, se je uvrstitev na oder za zmagovalce pričakovala. Ne le to, javnosti je bila najvišja stopnička v športnem plezanju skoraj preveč samoumevna. In že ob spustu s plezalne stene se je športu primerno gora odvalila od srca. Postala je 4. Slovenka z 2 zlatima medaljama z olimpijskih iger. In Janja Garnbret je olimpijska prvakinja, ubranila je zlato medaljo, ne ve še tega verjetno, vendar občinstvo že ve in že ploska navdušenje. Tudi ostali so vsi trenerji slovenske reprezentance. A prevlada Korošice, ki je olimpijskemu zlatu dodala zmage na vseh tekmah, ki se jih je v sezoni udeležila, je rezultat trdega dela, ki je očem javnosti za razliko od dosežkov skrito. Okoli vratu so si 3 slovenski športniki nadeli odličje težko približno pol kilograma, a kolajna se skrije pod težo pritiskov in pričakovanj. Krona trdega dela v primerjavi z vloženim trudom bržčas deluje breztežna. Lahko rečem, da v zadnjih 3 mesecih, zdaj pred Parizom, je bilo pa enega joka na treningih. Pa sploh, ko me je Roman vprašal, kaj je narobe, sploh nisem znala povedati, ampak nič ni bilo narobe, sem pač jokama, ne. Ne vem, če se kdorkoli zaveda, koliko težko je iti ven pa to narediti, da braniš zlato medaljo, ker jaz sem prišla po zlato, po nobeno drugo in karkoli drugega bi bil za mene neuspeh. In ja, ne znam opisati, koliko težko je to. Teža pritiska se je čutila tudi v Kopru, kamor sta odpotovali preostali slovenski medalji. Andreja Leški je poskrbela za nadaljevanje niza slovenskih kolajn v judu, ki na olimpijskih igrah traja že od leta 2004. V polfinalu je premagala branilko naslova domačinko Clarisa Gbenjenu, v finalu kategorije do 63 kg je ugnala še Mehičanko Prisco Aviti Alcaraz. Ali je to zlata kolajna, držijo z vzvodom, ne bojo spustila iz rok, nikakor je ne bo spustila in to je zlata kolajna. Rekel sem, naj upošteva tisto, kar najbolje zna in v tem je prava mojstrica. Koliko časa treniram? 22 let treniram ta šport, vsak dan se potim milijon, trpim, težko mi je, grem čez sebe in evo, zakaj? Na treningih je težko, zato da je na tekmi pol to, lažje. Primorsko slavje je v Marseju dopolnil jadralec Toni Vodišek, ki je osvojil srebrno medaljo v formuli kite. V brezveterju so pomembno vlogo odigrali tudi njegovi kilogrami. Če bi rekel, zakaj mi je najbolj žal, mogoče le zato, da nisem toliko stejkov pojedel v zadnjih 2 mesecih, ki smo malo hujšali. Ampak se je definitivno splačalo. V predtekmovanju s šibkim vetrom je bil najboljši. V finalu, ko so se vetrovi okrepili, ga je prehitel najtežji tekmovalec in zlato je ostalo pri naših severnih sosedih.
Obe koprski medalji sta s svojo težo predstavili tudi težo dela, ki sta ga oba tekmovalca vložila na poti do olimpijske slave. Ta medalja je simbolika vsega skupaj. Jaz imam dosti raje, da iz vsake take tekme odnesem čim več spominov, čim več nekih pozitivnih izkušenj in tle isto iz Pariza medalja čudovita, tako da ta mislim, da bo si zaslužila malo lepše mesto kot v škatlo. Skoraj neprecenljivo težka, tako da to je čudovita stvar, za katero smo garali. Ni samo danes tukaj, da smo, ampak cela pot je bila neverjetna. Odlične uspehe je vredno proslaviti z dobro večerjo. Že v terenskem studiu Vala 202 so se začeli načrti za olimpijski piknik. Žar mojster. Hvala. Majhne stvari naredijo razliko, tako kot v športu, tako kot na vsakem stejku, tako kot To ni vse v redu, samo Janja že 2 minuti umira od smeha in še vedno jo niste povabili na ta svoj žar, da preizkusi. Mislim, zdaj lahko naredite končno to. Jaz sem dvakrat prišel že v Pariz, ti niti enkrat v Marseille, tako da. Dobra priložnost morda v Kopru, ko bo tekma za svetovni pokal, se lahko zmenita za Jaz te držim za besedo. Bomo zrehtali, Kepica, tako. Bom ga prenesel spodaj, vi boste plezali gor in jaz bom zraven, bo prišel dim, kdo previše, vi ali dim. Ob 3 olimpijskih medaljah ne smemo pozabiti ostalih odličnih uvrstitev. Kristjanu Čehu je do stopničk v metu diska zmanjkalo 90 cm. Nepričakovan junak je postal Jamajčan Stona. Na nehvaležnem 4. mestu so končali tudi slovenski rokometaši, ki so poskrbeli za številne izvrstne akcije. Po odličnih, skoraj presenetljivih predstavah so do melodije ponesli tudi radijskega reporterja Uroša Vovka. Mačkovšek! Blagotinšek do Mačkovška, Mačkovšek v gol, 30-25, zmaga je tu, si upam trditi že zdaj. Slovencem je tako v polfinalu proti kasnejšim prvakom Dancem, kot na tekmi za 3. mesto proti Španiji zmanjkal en gol, pa tudi nekaj moči. Blaž Janc je priigral mesto v najboljši olimpijski postavi. Slovenija pa je v Franciji podrobno spremljala oba rokometna turnirja. Rokometašice so bile do zadnjih minut v boju za napredovanje, a prva uvrstitev slovenske ženske ekipe na olimpijske igre bo ostala zapisana v zgodovino. Kapetanka Ana Gros. Ko malo časa mine, pogledaš malo z drugačnega zornega kota, ponos je vsekakor. Ponos je, da smo bile del tega, da smo lahko predstavljale Slovenijo, da smo bile prvi ženski kolektiv na olimpijskih igrah za Slovenijo, ampak vseeno ostaja grenek priokus. Odbojkarji so na tako dolgo pričakovane olimpijske igre odpotovali kot najvišje uvrščena slovenska ekipa. V skupinskem delu so igrali odlično in edini na turnirju premagali poznejše zmagovalce Francoze. Blok, Klemen Čebulj, Slovenija je prišla do zmage. Ni še to zmaga recimo za kakšno kolajno, ki si jo tako želijo fantje. Je pa zmaga nad Francijo, nad olimpijskimi prvaki. Slovenci so bili v četrtfinalu nemočni proti izjemnemu poljskemu servisu in prvi ekipi sveta. Grenak priokus je ostal, a kapetan Tine Urnavc se zaveda tudi spoštovanja vredne poti, ki jo je jedro reprezentance prehodilo do osrednjega turnirja generacije. Ponosen sigurno na pot, ki smo jo naredili s to ekipo. Od kod smo prišli, kdaj smo začeli, pa do danes sem, zato ker je res lepa zgodba, ne vem, od 65. pa 60. mesta priti tako daleč. Pariz je prinesel tudi nekaj razočaranj. Na brzicah sodniki niso bili naklonjeni Petru Kauzerju in Benjaminu Savšku, oba sta prejela kazni in sta nezadovoljno odkrito povedala, da sta bila oškodovana. Golfistka Pia Babnik je s 17 luknjami opravila dobro, jo je pa neposrečena ena oddaljila od najvišjih mest. Ja, se zato je še to hujš, zato ker ena luknja gre v 3 pm, ne? Ampak ja, 17 lukenj je bilo dobrih in ja, še to hujš je pol videti, ker pač nesrečna naključja se zgodijo in...
Med bolj zadovoljnimi pa je bila plavalka Neža Klančar, ki je krepko popravila državni rekord in se uvrstila v finale na 50 metrov prosto, kjer je zasedla 6. mesto. Zadovoljstvo ob ugotovitvi, da je postala 4. slovenska finalistka v plavanju na olimpijskih igrah, so ujeli tudi radijski mikrofoni. Neža Klančar, 8. mesto in finale. Sploh ne vem, kaj ne rečem. Pač ful dober, zdaj vem, da sem pač res dober delala in vse in se mi je pokazala. Še potrditev na zaslonu. Moje prve olimpijske igre, finale, med top 8 na svetu, pač jutri bom samo uživala v finalu in se res veselim, da plavam, sploh nimam kaj drugega za reči. Izkupiček olimpijskih iger se lahko meri v številkah. Z 2 zlatima in srebrno medaljo so druge najuspešnejše v zgodovini Slovenije. A bolj kot statistiko se mora meriti z zgodbami, ki jih igre vselej ponujajo. Zgodbami o navdušenju, solzah, pričakovanjih, presenečenjih, trudu in gorah pritiska. Zgodbami o olimpijcih. Na olimpijskih igrah slovenski slalomisti na divjih vodah niso zablesteli. Zgodovinski uspeh pa jim je uspel na domačem evropskem prvenstvu v Tacnu, kjer je zmagal mladi športnik leta Žigalin Hočevar pred Luko Božičem in Benjaminom Savškom. Definitivno evropsko prvenstvo je nek vrhunec, kar se tiče prestižnosti, tekmovanja in tega. Čeprav moram reči, da sem bil na kakšnih tekmah še boljš pripravljen, sem bil še bolj dominanten in v Tacnu je bilo zelo največja konkurenca na svetu, vsi so bili tam zbrani, vsi so se imeli priložnost dokazati in na koncu smo nekako mi trije z Luko in Benjem najboljš to izvedeli, na mojo srečo najboljš odrezali. Prvi, drugi in tretji. Leto presežka kljub nesreči v Parizu, ki je nekaj tednov po osrednjem športnem dogodku gostil še poletne paraolimpijske igre, 17. po vrsti in najbolj obiskane doslej. Nadaljevala se je tradicija osvajanja odličij slovenskih parašportnikov. Lokostrelca Dejan Fabčič in Živa Lavrinc sta na mešani ekipni tekmi osvojila bron, strelec z zračno puško Franček Gorazd Tiršek pa je v Parizu z zlatom kronal svojo bogato kariero. Ja, to je zdaj moja 5. paraolimpijska, prva zlata, 20 let garanje, dela, rekanja. Skozi sem verjel, skozi sem verjel, da sem zmožen, da sem to pravi in danes sem to pokazal. Tiršek je že osvajal nižji stopnički odra za zmagovalce. 15. zlato slovenskih predstavnikov na paraolimpijskih igrah je bilo tudi zaradi tega toliko bolj čustveno. Olimpijske zgodbe so se, verjeli ali ne, odvijale tudi izven slovenskih okvirjev. Zvezdnike smo spremljali na vseh tekmovališčih, veliko športov na olimpijskih igrah zasije še močneje. Nekaj posameznikov je na podlagi športa pridobilo tudi poseben status. Vsake olimpijske igre izklesajo ikone, tako športne kot nešportne narave. Junakinja Pariza je denimo Ilona Meyer, ki je z ameriško ragbi reprezentanco osvojila bron, a milijone zabavala s svojimi zgodbami iz olimpijske vasi. Ikona je brejkerka Rachel Gunn, ki je v novi disciplini delovala smešno, če tudi ni želela biti, a Avstralka je breakdansu ponudila žaromet, ki ga šport sicer bržčas ne bi imel. Ikona je tudi turški strelec Jusuf Dikeč, ki je v ekipnem streljanju s pištolo osvojil srebro, a njegov nastop je bil skoraj nonšalanten. Z roko v žepu, brez posebne opreme, ki se poslužujejo njegovi sotekmovalci. Na športnikih je pustil takšen vtis, da je švedski zvezdnik zlato kolajno in nov svetovni rekord v skoku s palico proslavil s posnemanjem turškega strelca. To je iz prve roke videl radijski reporter Tomaž Langerholz. Cel stadion ploska Armandu Duplantisu, da bi postavil na teh olimpijskih igrah še svetovni rekord. Zelo glasen Armand Duplantis. Zdaj je zapičil palico, gre preko! Svetovni rekord! Kaj sem rekel? Dramaturški scenarij je bil dvakrat rušiti, potem pa svetovni rekord.
Stadion je ponorel. Na stadionu v Parizu se je še enkrat pokazalo, da je atletika kraljica športa. Na vijoličnem tartanu so padali svetovni rekordi. Obračun na 400 metrov z ovirami med Femke Bol in Sydney McLaughlin ni bil niti približno tako izenačen, kot je bilo pričakovano. Nizozemka je bila tretja, McLaughlin je ubranila olimpijsko krono, tudi tokrat s svetovnim rekordom. Njena rojakinja, epidemiologinja Gabby Thomas, z diplomskima listinama z Harvarda in Univerze v Austinu, je osvojila 3 zlate kolajne, tudi v sprintu na 200 metrov, a najhitrejšega zemljana in najhitrejšo zemljanko so okronali v sprintu na 100. Luka Petrič je ob najhitrejših moral paziti, kdaj pomežikne. V najlepšem redu dvignili so se vsi, start je uspel, najhitrejši Curly na drugi progi, zdaj pa Kishane Thompson, ki gre naprej, Kishane Thompson in Noah Lyles, kdo je najboljši? Mislim, da je to Lyles, zelo tesno bo, morda bo fotofiniš odločal. Na glavnem semaforju vidimo fotofiniš odločitev za najboljših 7 tekmovalcev. Videli bomo, kdo je bil najhitrejši, vsi pogledujejo navzgor. Lyles in Thompson sta se tam objela, pogledujeta, nihče ne ve, kdo je zmagal, nihče se še ne želi veseliti. Kot kaže, je to Noah Lyles. Pred olimpijskimi igrami je bil Noah Lyles izrazit favorit in pred finalom se ni več zdelo, da je tako izrazit favorit, ampak najboljši tudi tekmujejo, ne le tečejo, najbolje takrat, ko je najbolj pomembno, in to je Noah Lylesu uspelo v izjemno izenačenem teku, res zelo, zelo malo je ločilo prvih 7 tekmovalcev, dolgo nismo vedeli, kdo je zmagal, Kishane Thompson, najboljši letošnji rezultat do olimpijskih iger, ali Noah Lyles in na koncu ravno za nekaj centimetrov, nekaj tisočink boljši. Je pa na 100 metrov pri ženskah zmagala Julian Alfred, Svete Lucije, zelo majhna karibska država, mislim, da nima več kot 200,000 prebivalcev, pa zmagovalka Lafondova z Dominike v troskoku, mislim, da 100,000 prebivalcev, torej obe državi skupaj za eno Ljubljano, torej zelo majhnega bazena se da veliko narediti in to sta obe dokazali z nekimi pravimi metodami, s pravimi treningi se da veliko narediti, če so prave strukture vzpostavljene in lahko iz majhnega veliko zraste. Pestro je bilo tudi dogajanje v olimpijskem bazenu. Katie Ledecky je 6. dosedanjim naslovom v Parizu dodala še 2 in postala najuspešnejša ameriška olimpijka v zgodovini. A v dvorani je odmevalo ime domačega zvezdnika, pa tudi znamenita himna, ki se je spominja Nina Smole. Francoski plavalec Leon Marchand je pred začetkom domačih iger v Parizu napovedal 4 zlate medalje in mnogi, med njimi tudi jaz, so pomislili, da je to precej drzna napoved. A na koncu mu je uspelo, v enem večeru je zmagal celo v 2 disciplinah, vsakokrat pa, ko se je samo prikazal v bazenu, so navijači v areni popolnoma ponoreli. V Sloveniji se mi zdi, da si težko predstavljamo, kakšen zvezdnik je v Franciji dejansko Leon Marchand in šele ko nekaj takšnega vidiš v živo, lahko približno razumeš razsežnosti njegove priljubljenosti. In mislim, da je trenutek, ko je 17,000 glava množica v en glas pela francosko himno svojemu junaku, eden mojih najlepših in najljubših spominov na olimpijske igre. Vse plavalne zgodbe iz Pariza niso bile pozitivne. Že v mesecih pred prireditvijo so imeli organizatorji težave s čistočo reke Sene, kjer se je najprej odvijalo prvo odprtje iger na prostem, kasneje pa daljinsko plavanje in triatlon. Reka ni bila čista, kar se je poznalo tudi na zdravju športnikov. V dvoranah je večino pozornosti pobrala ameriška košarkarska izbrana vrsta. Zbrali so se največji zvezdniki. V ospredju so bili najboljši strelec v zgodovini ZDA Kevin Durant, najboljši strelec v zgodovini lige NBA LeBron James in Steph Curry, ki je prvič stopil na olimpijski parket. Združene države so za 5. zaporedno zlato v finalu premagale domačo Francijo, tretja je bila Srbija.
Olimpijsko zlato pa končno za teniškega asa Novaka Djokovića, ki je v Parizu na igrišču, kjer je osvojil 3 od svojih 24 turnirjev za Grand Slam, dopolnil zlati slam, dosežek, ki mu je manjkal in pomenil ogromno. Pa najiskrenije osjećam se kao da sam na vrhu planine, najviše na svetu. Počutim se, kot da sem splezal na najvišjo goro na svetu. Občutek je nenadomestljiv. Ne more se primerjati z dosedanjimi, ki sem jih kot športnik, teniški igralec doživel. Do tega trenutka je najlepši občutek, ko sem imel čast, da sem na odprtju iger v Londonu nosil srbsko zastavo. Ta zmaga je nadomestila in presegla vse. Količine in intenzivnosti čustev, ki so me oblila na koncu obračuna, po zadnji točki, še nisem občutil. Trenutek je poseben, nenadomestljiv in v športnem smislu ga nič ne more preseči. Ništa ne može da nadmaši to v tom sportskom smislu. Zaradi še ene ameriške zvezdnice pa se je čas ustavil. Telovadka Simone Biles je po težavah z duševnim zdravjem, zaradi katerih je med igrami v Tokiu nehala nastopati, z velikim pokom skočila nazaj na vrh svetovne gimnastike. Na tribune je privabila estradnike vseh panog zvezdništva in podporo nagradila s 3 zlatimi in srebrno kolajno. Združene države so bile znova najuspešnejše na olimpijskih igrah. Njeni športniki so osvojili 126 kolajn, kar 40 zlatih. V Parizu in na tekmovališčih izven njega je padlo 31 svetovnih rekordov. Športna elita, ki je svoj status potrdila že z uvrstitvijo na igre, pa je postregla s presežki in rekordi, ki so se nedavno nazaj zdeli neulovljivi. Slovenski odbojkarji so uvrstitev v Pariz potrdili v Stožicah. Ljubljana je namreč gostila enega od turnirjev Lige narodov, kjer je Slovenija po rednem delu zasedala celo prvo mesto, blestela, a porabila preveč energije, da bi bila uspešna tudi na sklepnem turnirju na Poljskem, kjer jo je premagala Japonska. Slovenija je bila najvišje na svetovni lestvici druga, ob vstopu v novo leto zaseda 4. mesto. Tudi prihodnja izvedba Lige narodov pa turnir pripelje v slovensko prestolnico. V domačem odbojkarskem prvenstvu sta slavila ACH volej pri moških in kalcit pri ženskah, na mednarodni ravni pa je bila prekinjena poljska prevlada, tokrat je v Ligi prvakov slavil Trentino z Janom Kozamernikom. Klubski uspehi pa tudi za slovenske rokometaše. Ligo prvakov je znova osvojila Barcelona z Blažem Jancem, v finalu je bil Alex Vlah z Olborgom. Državni prvaki so postali Velenčani, pokal so osvojili Trebanci, Celje je ostalo brez lovorike, Slovenija pa brez predstavnika v Ligi prvakov. Francoz Nikola Karabatić, eden najbolj dominantnih rokometašev zadnjih 2 desetletij, je z olimpijskimi igrami končal kariero. Olimpijske igre smo pregledali tako iz domačega kot tudi mednarodnega zornega kota. Niso pa bile edini vrhunec poletja. Po 14 letih so na velikem tekmovanju igrali tudi slovenski nogometaši. Takrat na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, letos po 24 letih znova na Euru. Pot čvrste in uigrane zasedbe Matjaža Keka na prvenstvo stare celine se je z domačo zmago nad Kazahstanom potrdila v zadnjem krogu kvalifikacij v Ljubljani. In nogometaši so, kot skoraj celotna Slovenija, romali v Nemčijo. Danska, Srbija in Anglija. 3 remiji. Obračun proti zloglasni Portugalski se je zaključil šele po 11 metrovkah, ko je država Iberskega polotoka dokazala večjo seznanjenost z največjimi trenutki. A trenutki so na Euru pripadali tudi Sloveniji. Strel Ronaldo, Janža, volej, gol, 1-1! Tule zdaj podaja, na 5 metrov, Začelo se je proti Danski, s katero se Slovenija dobro pozna, saj se je z njo srečala že v kvalifikacijah. Na vrhu skupine sta imeli enako število točk in četudi je država severa Evrope povedla, je prvi slovenski gol na velikih tekmovanjih po več kot desetletju odzvenel širom sveta. Erik Janža! Slovenija won! Erik Janža je bil nepričakovani junak prve slovenske delitve točk. Nepričakovan morda tudi zaradi svoje zgodbe. Poti športnikov do vrhunskih rezultatov so različne, a vselej so na njih pomembni ljudje. Tudi v primeru bočnega branilca. Ni bilo enostavno, bil sem, 8. razred osnovne šole, 1,50 m, 86 kg. Potem smo imeli sistematski pregled v šoli,
kjer so mi povedali, da če ne bom shujšal v kratkem, da bom imel probleme z zdravjem, ker že takrat so bili neki problemi videni na srcu. Tako da takrat me je oče vzel v roke, v pol leta sem shujšal za 20 kg in takrat se je tudi nekako začela moja nogometna pot. Takrat sem prvi začel profesionalno trenirati, takrat pri Mura U14 in pol je šlo samo še navzgor, ampak dostikrat sem že govoril o tej sliki, da če ne bi bilo Atija, verjetno jaz ne bi danes igral nogometa, ker on mi je sestavljal jedilnike, on je z mano treniral, on me je gnal, tako da pa tudi pač bil je ta motivacija, da ko je bilo težko, vedno me je potegnil iz tega nekako. Od levega do desnega boka, od Janže do Karničnika. Karničnik je danes odličen, gre v napad, Žan Karničnik, pametna podaja naprej na levo, Timijo Maksu Elšniku, Šporar in Šeško sta v kazenskem prostoru, tule zdaj podaja, na 5 metrov, Karničnik! Karničnik, 1-0 na drugi vratnici! Od remija z Dansko do remija s Srbijo. Slednji je kljub statusu srbske izbrane vrste bolel. Slovenija je po odlični predstavi do 95. minute držala vse 3 točke, preden je v izdihljajih tekme dobila gol po srbskem kotu. A Slovenija je šokirala celo srbskega predsednika, ki bi razumel poraz proti neprepričljivi Angliji, ne pa remija proti Sloveniji, kjer ti da gol bočni branilec z, po Vučićevih informacijah, 5000 evri plače. I nije problem da izgubite od Engleske koja je loša, nije problem da izgubite od Nemačke, Španije, od koga hoćete, ali je problem kada izgubite od Slovenije koja je 3 puta manje košta nego tim Srbije. Kad vam igrač koji 5000 evra ima platu u Celju daje golove, zato što nema niko da ga isprati. Ja ne, jaz ga lahko samo lepo pozdravim, verjamem, da je on malce razočaran. Očitno ve tudi vse moje plače in vse, tako da ja, mislim, nimam kaj za dodati. Ja, res je eno lepo prvenstvo, res tudi moje igre so, bom rekel, na zelo, zelo visokem nivoju in lepo je vse to videti, ko so polni stadioni, kvaliteta same igre, same tekme na zelo visokem nivoju in dejansko, ko smo se mogoče po tisti prvem polčasu proti Danski nekako sprostili, začeli igrati to, kar v bistvu se od nas pričakuje, smo iz tekme v tekmo rasli, iz tekme v tekme bili boljši. Euro je Slovenija zapustila brez zmage, a s prvim prebojem v zaključni del tekmovanja. Tam je čakala Portugalska z Ronaldom, dvoboj zvezdnikov in kapetanov je dobil mož v slovenskih vratih. Zlata priložnost zdaj za portugalsko reprezentanco, zadnja minuta prvega dela podaljška. Ali Oblak ali Cristiano Ronaldo, zalet v levo stran, strel Ronalda, Oblak je žogo odbil v vratnico, od vratnice pa... 11-metrovka v igralnem času je šla na sončno stran Alp. Izvajanje kazenskih strelov zanesljivo na stran Portugalske, saj Slovenija ni zadela niti enkrat. A v 90 minutah in onkraj njih je s Kekovo vrsto država dihala in živela. Stuttgart, Köln in München so bili tudi slovenski. V bavarski prestolnici je padel rekord za najštevilčnejšo podporo na gostovanju. Najboljša ekipa leta 2024 je za nekaj tednov združila Slovenijo. Sporočil bi samo eno pesem. Levo na Haalanda, desno Ronaldota, časih tudi zabije ga, jaka bijol, jaka bijol, jaka bijol. Na slovenskih parketih trojna krona košarkarjem Olimpije. V domačih tekmovanjih resne konkurence niso imeli, na mednarodnem odru so se vrstile težave. Kljub neprepričljivi igri in neuspehu v Pireju je rezultatsko bolje šlo reprezentanci, ki je s 3 zmagami po 4 tekmah kvalifikacij že potrdila uvrstitev na prihajajoče Evropsko prvenstvo. Kraljica športa na olimpijskih igrah ni prinesla medalje, a slovenski atleti so na največjih tekmovanjih osvojili kar 3. Lija Apostolovski je v dvorani v Glasgowu osvojila bron v skoku v višino, Kristjan Čeh pa je z 68 metri in 8 centimetri, daljino krajšo od tiste v Parizu, v Rimu postal najboljši na stari celini.
Stal sem evropski prvak. Tako dobro še nisem počutil letošnjo sezono. Ja, res mi pomeni dosti. Res je, da dosti ljudi je tudi dvomilo v mene in pomeni, da sem zdaj pokazal, da sem še vedno na vrhu. Še potni leti zadnji met, ko res cel stadion ploskal, vedel sem, da sem zmagal in seveda zdaj čez nekaj časa bomo poslušali Zdravljico. Poleg uspehov v članski konkurenci ima Slovenija po 30 letih znova mladinskega svetovnega prvaka. Velik kup slovenske atletike Tom Teršek je v Limi kopje zalučal najdlje, potem so se zanj hitro začele zanimati tudi največje ameriške univerze. Nekaj izvrstnih mladih športnikov je torej leta 2024 naredilo korak na veliki oder. Nekaj največjih se je poslovilo. 2 med njimi sta že našla svoja naslednika. Slovenija slavi, konec je, 5 sekund, vendar vsi so se ustavili na igrišču, vsa slovenska reprezentanca, naslov evropskega prvaka je tukaj, Goran Dragić na rokah Jake Blažiča, objemajo se ostali in tu smo, v raju smo, v košarkarskem raju, Slovenija najboljša na stari celini. Četudi se kariera Gorana Dragića ni končala leta 2024, je avgusta ponudil spektakel, ki je v Stožicah zbral svetovno košarkarsko elito, tudi najboljša košarkarja na svetu. Planica je spektakel vsako leto. Zadnja je bila še nekaj posebnega, ko je zadnjič v karieri poletel Peter Prevc. Tudi njegovo slovo je pospremil šov, a Peter ga je prirejal že od februarja, ko je konec naznanil. Zatem je bil v svetovnem pokalu 4-krat drugi, posamično prvič po letu 2022. Na predzadnji tekmi sezone v Planici je zmagal. Pripravlja pa se Peter Veliki, Peter Prevc, naj izkoristi to, naj uživa, naj gre po zmago. Peter je v zraku, mirno je, jadra mimo stolpa, gre, daleč gre Peter Prevc, je novi vodilni, napoved morda slovenske zmage. Peter Prevc s stisnjenimi pestmi, bravo Peter. Ali Daniel Huber, ali Peter Prevc. Huber je v smučini, čakamo na zadnje dejanje, zadnji trenutek, odrinjuje Huber, ali bo dovolj? Ne, Peter Prevc je 24-tič zmagovalec tekme svetovnega pokala, dočakal je v svoji sezoni slovesa tudi zmago. Ne vem, predvsem je bilo noro, no, kaj naj rečem. Mislim, da tudi Daniel danes, ko je bil drugi, ni bil čisto razočaran, ampak so vsi zadovoljni, ko so del te publike slovenske, ki je res neverjetna in s takim vzdušjem skakati nam lahko vsi samo zavidajo. Od Petrove zadnje najvišje stopničke so takrat minila že več kot 4 leta. Poslovil se je na vrhu, poslovil se je tam, kjer je doma. In kot kaže, nekaj teže pustil za sabo. Bom rekel, ni mi žal nobenih slabih sezon, težkih sezon, ker se mi zdi, da je to za življenje še bolj dobrodošlo kot pa vrhunske sezone. Ja, v bistvu danes se zaključuje moja 22-letna kariera. Bilo je vse od kratkih skokov do tistih najdaljših na svetu. Pot je bila dolga, vesela, uspešna in zelo sem ponosen, da me v takem številu spremljate na zadnjem skoku. Hvala. Pero se je poslovil s Tomijem Megličem in Vladom Kreslinom, četudi se mu od višine nikoli ni vrtelo. Gogi se je poslovil v družbi kariernih sopotnikov. Pred polnimi Stožicami je zlati kapetan, katerega številke 3 ne bo v slovenski reprezentanci nosil nihče več, še zadnjič stopil na parket. Ja, mislim, da je to eden najlepših večerov v mojem življenju. Da končam tam, kjer sem bil najraj, to je seveda na igrišču, da sem lahko v družbi mojih prijateljev, mojih soigralcev, tudi igralcev, proti katerim sem igral in res iz srca hvala lepa vsem, ki ste prišli. Vem, oni, ki še igrate, imate naporne sezono. Najbolj pomembno je pa družina, tako da rad vas imam,
Res, in vsem slovenskim navijačem, ki ste nas podpirali vsa ta leta. Nikoli ne bom pozabil, dal sem vse od sebe, kar sem imel, zadnje na to moči, da sem igral za Slovenijo. Hvala lepa, vsi, ki ste prišli. V Stožicah so se zbrali Nikola Jokić, Steve Nash, Chris Bosh, Dirk Nowitzki, Igor Kokoškov. Poleg Dragića pa je na parketu stal tudi Luka Dončić, superzvezdnik športa in severnoameriške lige NBA, ter Dragićev naslednik. Pred leti sta bila na poti do slave v Carigradu Cimra, en mentor, drugi novinec. Zdaj so ključi slovenske košarke v Dončićevih rokah. Uspeha na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Pireju ni bilo, a že nastop v Grčiji, kjer je številka 77 znova oddelala svoje, ni bil samoumeven. Dončić se je reprezentanci priključil skoraj takoj po koncu finala lige NBA. Slovenec je bil najboljši košarkar največjega odra. Četudi se tehtnica ni nagnila na stran Dallasa, je bil nastop dobra učna ura. To je nekaj, kar ne moreš glih pozabiti hitro. To je nekaj, kar bi jaz rekel, da vzamem kot motivacijo. Vemo Dallas, koliko težko je sploh priti v finale, koliko moraš dati noter vsega, da prideš do tja. Vemo, da nismo bili najboljši v finalu, tako da to je neka lekcija za nas, da se naučimo iz tega. Ko zmeri v čas meni, da igram za Slovenijo, zmeri, ko bom lahko bom igral, to sem zmeri rekel, res se bo težko, zdaj se odločil, da bom igral za poškodb, dolžina sezone, ampak to mi je čas, da sem lahko tukaj. Že od svoje druge sezone je v idealni peterki lige NBA, zdaj že 5 let zapored. Bil je najboljši strelec lige, tretji v glasovanju za najkoristnejšega košarkarja rednega dela, pa je po naporni sezoni takoj oblekel slovenski dres. Tudi Dončićeve številke in njegova pripravljenost nastopa za reprezentanco se prevečkrat jemljejo za samoumevne. Svojega naslednika oziroma naslednico je našel tudi Peter Prevc, in to kar doma. 7 zmag v sezoni, rumena majica vodilne od Beljaka dalje. Ko jo je Nika Prevc prvič oblekla, je ni več slekla. In v domači Planici, kjer je 8 let pred njo skupno zmago v svetovnem pokalu slavil Peter, je veliki kristalni globus proti Ciperniku dvignila tudi Nika. Pred nekaj dnevi je vstopila v zadnje najstniško leto, nasmejana do ušes, sedaj pa je mirno z eno roko dvignila tale kristalni globus. Zelo je težek. Se strinjam s trditvijo, da je noter tudi vsa težja truda in prizadevanja skozi celotno sezono. Križnar, Maze, Košir, Peterka, Prevc. 2-krat. Četudi je bila sezona smučarskih skakalcev, vsaj njen konec v Planici, v znamenju konca kariere Petra Prevca, je bila tudi sezona slovenskih uspehov. Na osrednjem tekmovanju, svetovnem prvenstvu v poletjih, je blestel Timi Zajc z bronom. Slovenci so postali svetovni prvaki na moštveni tekmi. Avstrijec Stefan Kraft je ob naslovu svetovnega prvaka in skupni zmagi prehitel Janeja Auhonena kot posameznik z največ uvrstitvami na zmagovalni oder tekem za svetovni pokal. Na tradicionalni novoletni turneji so slavili 4 različni zmagovalci, na novoletni dan Lanišek, 5. pa je pospravil Zlatega orla, Kobayashi, ki je pobral poker drugih mest. V teniškem svetu sta si 4 turnirje za Grand Slam razdelila Carlos Alcaraz in Jannik Sinner. Italijan je tudi zanesljivo na vrhu moške lestvice, ob koncu leta krona VTA Arini Sabalenki. Dolgo je bila v lasti Ige Swiatek, ki je, tako kot Sinner, padla na dopingu. Razpleta sta bila različna, Sinner brez prepovedi in s posledično pritožbo Mednarodne dopinške agencije, Swiatek simbolično prepovedjo igranja. Gogi je v slovo pomahal parketu, Petar vetru, teniškim igriščem pa še eden od velike trojice. Señoras y señores, si alguno queda sentado, que se ponga en pie, se acaba una carrera, pero comienza un legado. Para siempre, Rafa Nadal. Bueno, la realidad es que
uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no. V resnici si nihče ne želi, da bi ta trenutek prišel. Jaz iskreno nisem naveličen igranja tenisa, telo enostavno ne želi več igrati, jaz pa moram sprejeti to situacijo. Počutim se privilegiranega, da je eden od mojih hobijev postal moja kariera, ki je bila daljša, kot sem si kadarkoli lahko predstavljal. Lahko sem hvaležen življenju. Hvala vsem ljudem, ki so tukaj. Vsi niso, a večina je. Zame je najpomembnejša stvar na svetu, da sem poskusil biti dober človek in upam, da me za takšnega imate. Ser buena persona, espero que así lo hayáis percibido. Teniški igralci so zaključni turnir najboljše osmerice igrali v Torinu, namiznoteniški turnir elitne 16-terice na Japonskem. Darko Jorgić se je poslovil šele v polfinalu proti prvemu igralcu sveta, Vangu Čučinu. Mislim, da sem, popravil tisto igralnost, mirnost in kar je najbolj važno, da sem odigraval tiste udarce, ki jih že nekaj časa nisem. Počutil sem se fenomenalno, končno sem uspel priti v polfinale na tako močnem turnirju. To mi je bil cilj in želja. Zato sem tudi treniral, ustrajal. Tisti porazi, ki so bili boleči na koncu, so bili poplačani s to zmago in s tem uvrstitvijo v polfinale. Od začetka sem si rekel, da grem sproščeno, probam zmagati eno kolo, na koncu sem prišel v polfinale. Polfinale v svetovni konkurenci, tretja zmaga Slovenca na top 16 Evrope za potrditev svojega statusa na stari celini. Pestro je bilo v motošportih. V Formuli 1 je četrtič zapored svetovni prvak postal dirkač Red Bulla Max Verstappen. Od Nizozemca imajo zdaj več naslovov le Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher in Lewis Hamilton, ki se za prihodnjo sezono seli v Ferrari. Končala pa se je prevlada Red Bulla med konstruktorji, kjer je slavil McLaren. 68. sezona svetovnega prvenstva v motokrosu je bila ena najbolj napetih doslej, šele zadnja dirka v Španiji pa je odločala o prvaku. Jorge Prado je ubranil naslov v MXGP razredu, drugi je bil Tim Gajser. Sigurno sem si želel zmage na koncu, ampak to je šport, včasih zmagamo, včasih izgubimo, vedno se je treba pobrati, iti naprej. Kljub temu jaz mislim, da sezona je bila pozitivna, ogromno pozitivnih trenutkov, dobrih voženj in tako da sigurno lahko ogromno odnesem od te sezone in že gledam naprej proti naslednji, zelo motiviran. Ob Gajserju je prvo sezono med elito vozil tudi Jan Pancar. Tako kot v razredu motokrosistov, pa je tudi v elitnem razredu MotoGP najboljša dva ločilo le 10 točk. V skupnem seštevku je Španec Jorge Martin prekinil prevlado Italijana Francesca Bagnaie. Slovenija je na 2 kolesih brez motorja prevladovala. Četudi se je na trenutke zdelo, da pedala poganja moč še nevidena na svetovnih cestah. 3x21 je v svetu kolesarstva Slovenija. Slovenski kolesarji so na začetku sezone startali na mavrično majico in po poti izbrali mavrico majic. Novo je v letošnji sezoni oblekel Primož Roglič, Jumbo Vismo je zamenjal za Boro Hansgrohe. Prva dirka novega projekta Pariz-Nica je bila v hladnem in deževnem vremenu razočaranje. Prvo zmago za novo ekipo je dosegel na kronometru dirke po Baskiji, preden se je kolesarska sezona že aprila popolnoma spremenila. Na žalost je bil eden njenih najbolj odločilnih trenutkov grozovit padec. Danec Jonas Vingegaard, eden osrednjih favoritov za francoski tur, si je zlomil rebra, imel je pneumotoraks in sesedena pljuča. Avstralec Jay Vine je skoraj ostal invalid, številni so pristali v bolnišnici. Roglič jo je kljub hudemu padcu še dobro odnesel, se vrnil na dirki po Dauphineji, dobil 2 gorski etapi, preden je dirko na dramatičen način rešil na zadnji preizkušnji, kjer mu je ostalo 8 sekund. Posledično je bil za osrednji cilj sezone, dirko po Franciji, dobro pripravljen, a nesreča na turu za Rogliča ne počiva. Z zaporednima padcema v 11. in 12. etapi ga je moral že 3. zapored predčasno zapustiti, posledice pa so vključevale tudi izpust olimpijskih iger. Well, he had 2 crashes and the impact on his body was just too much to continue to feel Doživel je 2 padca in posledice na njegovem telesu so bile prehude, da bi lahko nadaljeval. Ne moremo ga poslati na cesto v tem stanju.
Zdravnik je po pregledu ugotovil, da nima zlomov ali pretresa možganov, toda preveč udarcev je dobil ob 2 zaporednih padcih, da bi lahko dirkal naprej. Alternativen scenarij, ko se turnej izide, je dobro poznan. Roglič se vedno pobere. Že v prvem tednu dirke po Španiji je oblekel rdečo majico vodilnega, a ekipen spodrsljaj je Benu O'Connorju omogočil pobeg in ogromnih 5 minut prednosti. Roglič je začel z eno najbolj napadalnih dirk v svoji karieri, aktivno se je boril z Avstralcem in z minutami zaostanka na poti nizal napad za napadom, dosegel 3 etapne zmage in 2 dni pred koncem dirke prešel v vodstvo za svojo 4. zmago na Vuelti, kjer je zdaj na vrhu izenačen z Robertom Erasom. Spoštovane poslušalke in poslušalci, odlične novice iz Španije. Ekipa Red Bull Bora Hansgrohe je na zadnjem klancu zagrizla z nadzvočno hitrostjo v klanec in pripeljala Primoža Rogliča v položaj za napad. Slovenski as pa se je zdaj odpeljal naprej. 3, 2, 1 in na progo gre zadnji kolesar v vožnji na čas na letošnji Vuelti, Primož Roglič. Zdaj mora pokazati še enkrat na letošnji Vuelti, zakaj se je pripravljal v letošnji sezoni. Prek ciljne črte prihaja El Conquistador, Primož Roglič, ki je 4. v karieri osvojil dirko po Španiji, slovito La Vuelto. Primož Roglič, El Conquistador, El Campeón, Slovenija se veseli v Madridu. Neverjetno, kaj naj rečem, da nam je uspelo. Bilo je kar nekaj izzivov na tej poti, ampak konec dobro in vse dobro, rečejo. Nisem vedel, kako bodo se stvari potekale z zdravjem in vsem tem zadevam. Ampak na koncu se je počasi celoten mozaik postavljal na pravo mesto in smo rasli skupaj z celotno ekipo in res peljali eno lepo Vuelto, ker je bilo res en kup enega odrekanja in priprav, da smo, mislim, sploh prvo kot prvo lahko sem prišli, pol zmagali. Če pretiravamo, vse ostalo je pobral Tadej Pogačar. 3. v zgodovini športa je kolesar osvojil 2 Grand Toura in svetovno prvenstvo. V sezoni je kar 25krat zmagal. Sezono je začel pozneje kot običajno, pa se nato popolnoma strgal z verige. Uvodno dnevno klasiko Strade Bianche je dobil z napadom več kot 80 km pred ciljem. Karavano je za sabo pustil tudi nazan v zadnjih letih zakletem spomeniku Liège-Bastogne-Liège. Pred Pogačarjem so bili le kilometri, ki so leta 2023 poskrbeli za zlom zapestja in iztirjen načrt sezone. Po uvodu pa so se začeli prvi 3 tedni. Prvič je bil na Giru, kar pomeni, da je tudi zmagal prvič. Z energetskega vidika je bilo tvegano napasti 2-3 tedenski dirki, a trdo, predvsem pa dobro delo, je skrbi hitro pometlo pod preprogo. Tadej Pogačar je dirko po Italiji dobil s komaj verjetnimi 10 minutami. Nepregledna množica gledalcev v zadnjem kilometru. Pogačar ima še 600 metrov do cilja. Slovenske zastave z leve in z desne. Pogačar ima tisti nasmešek na obrazu, ki je vedno značilen za njega, kadar je v najboljši formi. To je takšen nekoliko poreden, zloben nasmešek za svoje tekmece. 200 metrov pred ciljem je dvignil roke in začel pozdravljati gledalce. Maha levo, maha desno, priklonil se je in prečkal ciljno črto za zmago v 20. etapi. Fenomenalni Tadej Pogačar, sploh se pravzaprav ne moremo zavedati, kaj počne v svetovnem kolesarstvu v letošnji sezoni, ko uprizarja te napade. Nekaj manj kot 10 minut bo ta razlika na koncu letošnjega Gira. Jaz tudi kar brez besed, sploh tukaj v Rimu, noro lepo in proslavljati tukaj zmago je noro. Vsaka zmaga ima svojo zgodbo, svoje spomine kreira in tudi ta Giro bo v zelo lepih spominih in zelo pri vrhu med mojimi zmagami. Seveda so zanimivi po svoje rekordi, številke, statistike. Kdo nima rad statistik, ne? Ampak vseeno zdaj nimam
nič kaj tazga v glavi, ampak samo, da se spočijem. Zagotovo enih najlepših trenutkov je, ko Urška pride na dirko in malo odmisliš od kolesa, da se malo sprostiš. Razred zase, 6 etap, skoraj ogrevanje pred francoskimi cestami, čeprav se je tudi Tour začel v Italiji, tako da je bilo nadaljevanje prevlade skoraj povezano. Rumena majica že v drugi etapi, 4. je bila prva dobljena. Danca Vingegorja je dokončno strl ob koncu drugega tedna, ko je dobil 2 gorski preizkušnji v Pirenejih. A varčevanja z energijo ni v Pogačarjevem slovarju. Tudi ko je imel dirko pod nadzorom, je napadel in dobil zadnje 3 etape. Tudi vožnjo na čas, ki je znameniti Tour, namesto na Elizejskih poljanah v Parizu letos čez ciljno črto pripeljala v Nici. Imamo jo torej, Slovenija ima prvo etapno zmago na letošnjem Touru. In v tem trenutku napad Tadeja Pogačarja. To smo predvidevali po vsem dogajanju v današnji etapi. Tokrat ne more priključiti Vingegor, tokrat ne more. 4,5 km pred ciljem se razlika povečuje. Veličastna, pomembna zmaga Tadeja Pogačarja. Bravo, Tadej Pogačar v Pirenejih. Prva polovica pirenejskega dvojčka je uspešno pod streho in samo tako naprej do konca v Nici. Na hrbtu je stegnil 3 prste in tako pokazal, da je to njegova 3. zmaga na dirki vseh dirk. Le še 2 ovinka, najprej desno, pa zdaj še levo za Tadeja Pogačarja v slogu v špalirju navijačev. Zdaj le kolesari ne več na polno proti cilju, izmučen kakopak, pogleduje desno, pogleduje levo, dvignil je desnico, levico, Tadej Pogačar je zmagal, 1 minuta in 2 sekundi na koncu prednosti na finalnem kronometru 111. dirke po Franciji v objemu kolegov iz ekipe Emiratov. Končna prednost bo znašala debelih 6 minut. Édition numéro 111, c'est Tadej Pogačar, le Sloven de l'équipe. Zaštartal sem z užitkom čez Monako na štartni črti Formula 1 in res bilo nekaj posebenega. Ta kronometer sem tokrat prevozil letos, Urška me je začela kar že malo sovražiti zaradi tega, pa ne spet po tej cesti, ne spet tukaj, ne bi šla tukaj domov po tej cesti, ampak res sem užival, ker sem poznal vsako luknjo, vsak ovojnik in še dobre noge. Malo drugače je kot Pariz, ampak občutki so neverjetni, zmagati še enkrat Tour de France. Sem res izjemno vesel, da nam je uspelo. Konstantno razmišljanje o Touru, konstanten nek pritisk za julij in se je vse šlo po planu in skoraj ne morem verjeti. 26 let, veličasten slog in popolna prevlada, 3. Tour. Prva 2 je proslavil v Parizu, kjer je bilo letos že vse pripravljeno na olimpijske igre. Pogačar bi bil tudi tam glavni favorit za naslov, pa se osrednjega dogodka poletja ni udeležil, a Slovenije nikakor ni pozabil. Na svetovnem prvenstvu v Zürichu konec septembra je skočil še stopničko višje, športu primerno dal v višjo prestavo. Dirka se ni odvijala po njegovem okusu, zato je načrte znova raztrgal in napadel. 100 km pred ciljem. Samomorilska akcija za morda čisto vse kolesarje na svetu, ne za Tadeja Pogačarja. Odmajuje z glavo, ne more verjeti, kaj mu je uspelo. Pošilja poljube občinstvu levo in desno, dvignil je obe roki in slavi v slogu največjega šampiona svetovnega kolesarstva. Slovenija ima svetovnega prvaka, Tadej Pogačar je svetovni prvak. Slovenija ima mavrično majico prvič v zgodovini. Tadej, noro, 100 km do cilja. Se tudi sami strinjate, da ste danes malo nori? Mislim, noro je napačna beseda. Mislim, da je neumno bolj primerna, ampak na koncu ta neumna stvar je uspela in lahko zadovoljni. S pomočjo Jana Tratnika, ki je bil med ubežniki, predvsem pa z neverjetno močjo, je Pogačar sam zdržal do cilja in Sloveniji priboril prvo mavrično majico na članski cestni dirki. V sezoni presežkov je pomenila največ. Neverjetno, kaj se je danes zgodilo. Mislim, da ne bom
dojel še kar nekaj časa, ampak ni bila skrivnost, da je bila to velika želja že od nekdaj. Ni šlo vse po načrtih, ampak z ekipo smo na koncu zimprovizirali, ampak nam je ratal neverjeten dan in brez besed. Formo je Pogačar zadržal do zaključka, dobil klasiko po Emiliji, nato še 7. spomenik v karieri, dirko po Lombardiji. Primeren zaključek ene najbolj dominantnih sezon v zgodovini športa. 2 slovenska asa sta si pokorila 3-tedenske dirke. Tadej Pogačar pa je uspehom pričakovano dodal naziv slovenskega športnika leta in najboljšega kolesarja na svetu z zlatim kolesom. 25 zmag. Na trojni kroni pa se najbolj sveti mavrični dragulj. Žarometi so sijali tudi na ostale slovenske kolesarje. Matej Mohorič je sezono začel izvrstno na dirki po Valenciji, ko je dosegel eno od 2 zmag v tej sezoni. Po padcu na dirki po Flandriji pa se ni vrnil v enaki formi kot prej. Postal je sicer državni prvak v vožnji na čas, a zaman lovil etapno zmago na dirki po Sloveniji, francoskem turu, pa tudi visoko uvrstitev na olimpijskih igrah. Jan Tratnik je dobil svojo prvo belgijsko klasiko, z 8. mestom je bil najboljši Slovenec na olimpijskih igrah, bil pa je tudi nepogrešljiv člen slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu, ko je Pogačarju pomagal do zlata. Matevž Govekar je dosegel 3 sprinterske zmage. Prav na zadnji dan sezone je na Kitajskem dosegel prvo na najvišji ravni. Nehvaležno je bilo strniti leto športnih presežkov. Zgodb je še vedno preveč, pa za vse niti ni bilo prostora. Za prve stopničke Jennifer Buckley na tekmi za svetovni pokal v športnem plezanju, za posameznike najobsežnejše slovenske olimpijske odprave. Že zaradi same uvrstitve bi si zaslužili svoje minute. Za rekordni 7. naslov Roka Turka v državnem prvenstvu v reliju, za napredek slovenskih golfistk ali težave slovenskih teniških igralk, četudi naj bi se za prihodnjo sezono vrnila Kaja Juvan. Športnih zgodb je preveč, a tako je, če živiš na sončni strani Alp.